Zmagovito se je končal cikel pred reprezentančnim premorom, zmagovito se želi nadaljevati po dvotedenski pavzi. Moštvo je v tem času nabralo moči, se preizkusilo tudi v testni tekmi, sedaj so stekle zaključne priprave na tekmo z Radomljami. Tudi tokrat brez težav žal ne gre, čeprav sta reprezentanta Aleks Pihler in Milivoje Novaković uspešno odigrala tudi za selekcijo, bo slednji tekme na klubski ravni izpustil. Neverjetno je, kaj se vse lahko zgodi. To je bilo nepričakovano. Jaz sem si pred tem odmorom, oziroma ko so reprezentanti šli na svoje akcije, želel, da pridejo zdravi in polni samozaupanja nazaj. To se ni uresničilo, zdaj bomo do konca tega dela prvenstva brez Novakovića. Drugih posebnosti ni, tudi kaznovanih nogometašev ni. Moštvo pa se je pred finišem jeseni tudi nekoliko odpočilo. Začeli smo z nekaj sestanki, kaj rabimo v teh 2 tednih, in trener je od nas zahteval, da se spet postavimo na tisto pravo energijo, kajti zadnjih nekaj tekem morda nismo bili maksimalni, kljub temu, da smo dosegali odlične rezultate, ampak Maribor rabi tudi dobro igro in s tem tudi za nami stopijo gledalci. In evo, v teh 2 tednih smo, sem prepričan, da dobili to energijo nazaj. Trener tudi tokrat zahteva maksimalno zbranost in motivacijo proti najšibkejšemu moštvu v ligi. Pokalni obračun, ko je bilo treba s potrpežljivo igro streti Radomlje, je dober pokazatelj, čeprav bodo domačini z novim trenerjem na klopi. Kar se tiče Radomlja, mislim, da so se oni popravili, verjetno tudi zaradi tega, ker so si igrajo z bistveno manj pritiska, kot so igrali mogoče še na začetku sezone. To pomeni, da so naredili nek napredek v svojih predstavah. Ponavadi tudi zamenjava trenerja pripelje neko določeno energijo. Mi smo si jih ogledali, analizirali, morali bomo res imeti veliko ne samo potrpljenja, ampak tudi ponavljanja v določenih segmentih, kjer mislimo, da jih lahko zmagamo, in ta upornost se nam bo sigurno izplačala. Moštvo ima pred seboj en jasen cilj, serijo neporaženosti nadaljevati in v boju za prvo mesto ne popuščati. Spet en paket zelo pomembnih tekem, kljub temu, da je vsaka najbolj pomembna. Želimo si biti prvi 10. decembra. Ne bi pa razmišljal o naslednjih 4 oziroma o zadnjih 4, razmišljal bi samo o prvi Radomlje, in v bistvu je ta nekako najtežja v tem trenutku. Radomlje Maribor v nedeljo 5 do 5 popoldne.